Živijo, jaz sem Urban, to je Katarina in to je Tara in to je Jumbus! In dodamo le še sadike, zalijemo našo rožo in tako bo čez teden dni naš Jumbus malo sklil. Zdaj pa se začne čakalna faza. Končno ta pomlad, da sem lahko na zemlje prišel. Zdaj pa skrajno cajt, da začnemo snemati ta Jumbus. Jan, zrasel sem, lahko me odtrgaš. Jan, daj me odtrgaj, zrasel sem. Lep pozdrav, draga druščina, draga Jumbus družina. Zdaj, ko me je Jan Lihr tako lepo posadil za časa pomladi, sem dobil idejo, zakaj pa ne bi še jaz malo sadil. Ampak jaz sem pač sadil v lonce, ker to pač je že malo zlajna, mi smo pa mladi in rabimo nove ideje. Zato vas bom naučil, kako narediti rastkote. Kaj je rastkot? No, počakajte sekundo, pa boste videli. Vse, kar bomo danes potrebovali, je ena stara najlonka, malo zemlje, seme za travo, pšenico ali pšenično travo, cviren, flomaster po lastni izbiri, škarje in tole za jajca. Prva stvar, ki jo rabimo narediti, je, da damo v tole najlonko najprej malo zemlje. To lahko naredimo kar z rokam, se nismo neki gospodje. Se upravičimo mami oziroma komorkoli bo za nami pucal. Zdaj, ko imamo približen tokle zemlje, tako da je mičken pokrit, damo noter malo semen. To tudi damo čisto po občutku, koliko veliko jih damo. In potem to samo še napolnimo do konca z zemljo. Jan, lej to, ko imava obiske. Prid pogledati. Tako. Tega deževnika probajva ne dati noter. No, zdaj, ko smo se odločili, da je dosti zemlje noter, pa to najlonko še zavežemo, da no zemlja šla ven. Evo. Takole, če se vam zdi, da je preveč tega ostalo, lahko še odrežemo, da bo lepo zgledal. Evo, pa dobro res zategnemo. In zdaj imamo tako neko osnovno bunkico osnovnega rastkota. Ampak, ker je to Jumbus in to še ni dosti za nas, bomo naredili še rokce pa nokce. Ker bomo to naredili, vzamemo en konček zemlje, ga malo takole navijamo, vzamemo cviren, zavežemo s cvirnom. Jaz zgleda kot krompir, ampak pa bo cute krompir. Predvsem pa mi daj prstka, Jan. Ful je fajn, če imate prijatelje, ki vam pomaga delati rastkota, sploh če ste malo motorično nesposobni kot vaš Urban. Evo. Zdaj eno rokco imamo, zdaj bomo pa še ta drugo naredili, ne? Navežemo okole, ne parkac. Takole. No, zdaj imamo neko osnovno obliko našega rastkota. Zdaj pa vse, kar rabimo narediti, še da ga malo ukresimo, da bo bolj človeški, če se smem tako izraziti, da bo manj kot krompir, pa bolj kot človek. In vse, kar rabimo narediti, je, da mu narišemo en prisrčen obrazek in to bo to.
Ime mu je Erik. Temu na našemu rastkotu Eriku bodo zdaj lasi zrasle kar same od sebe, zato smo dali noter semena. Brez skrbi, najlonke imajo veliko dosti velike luknje, da lahko ven trava zrase. Tako da zdaj pa edina stvar, ki še manjka našemu Eriku, je, da ga nekam položimo. Zdaj imamo pa tole za jajca škatlo. Tukaj bomo odrezali, da bo lahko takole noter počival. No, takole ima en sedež, tale naš rastko. Ga lepo posedemo gor. Preveč je bajsi, le koliko je bajsi, Jan. Erik, resno rabo shujšati, bomo pa nekaj drugače naredili. Evo, pa takole sedu. Ček še malo. Evo, takole gor ga dava. No, najlepša hvala za vašo pozornost, s tem je moj prispevek zaključen. In zaključili tudi naš rastko, brez skrbi, čez kakšen teden do mesec mu bodo zrasle lasti, lahko jih pač strižete, lahko mu jih pustite rast, kakor hočete, vsak lastnik rastkota se to odloči drugače. Tako da res najlepša hvala za vaš čas. Jan, kaj dela s tem škarjem tle? Ja, zdaj si zrastel, zdaj te pa lahko obrežemo, ne? Ne. Pej sam, pej. Živijo, moje ime je Roko Govšek, star sem 29 let, že od rojstva živim v Medvodah. Zaključil sem magistrski študij laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Trenutno opravljam 4-letno specializacijo za specialista medicinske biokemije, sem pa tudi že 6 let zaposlen na kliniki Golnik. Najprej je bila ideja, da bi mogoče šel študirati krajinsko arhitekturo, pa sem se potem preko nekih delavnic odločil, da to v bistvu ni zame. Vedno me pa veselila kemija, biologija, medicina in sem potem zbral neko srednjo pot in se odločil za ta študij. Ja, absolutno. Veliko dela sem že vložil v študij. Me veseli zaradi tega, ker je to področje, ki se stalno spreminja. Tako da jaz se vidim čez 50 let sigurno še v tej stroki. Torej, človek, ki želi vedno pridobivati nove znanje, vedno mora biti iti v korak s časom, zaradi tega, ker se to področje stalno spreminja, napreduje. Hkrati mora biti pa ta človek zelo vesten, zelo natančen, pa znati mora povezovati različna področja med seboj, to se pravi biologijo, kemijo, pa z medicinskega pogleda se pravi fiziologijo in tako naprej. Študij ti da neko zelo veliko širino, tudi zaradi tega mi je bil všeč, ker me ni že na začetku omejil v neko ozko področje. Zdaj, jaz sem se odločil, da bom nadaljeval svoje usposabljanje s specializacijo, in sicer specializacijo za medicinsko biokemijo, torej bolj v področje hematologije in pa biokemije. No. To je tisto glavno področje. Že od malih nog, odkar pomnim, pa kakor so mi starši povedali, se zelo rad ukvarjam z rastlinami, z vrtnarjenjem. To je tudi moj glavni hobi še danes, za kar sem zelo vesel, zaradi tega, ker mi predstavlja neko sprostitev po vseh obveznostih, ki jih imam. Sem tudi pisal za lokalni časopis neke prispevke na to temo. Je bila lepa izkušnja, ampak sem jo potem mogel pustiti zaradi tega, ker sem imel toliko drugih obveznosti. Drugače pa ja, še vedno rad vrtnarjem, dajem kakšne nasvete. Delal sem tudi v vrtnariji, pomagal prostovoljno, tako zaradi veselja. No. To ne bi rekel, da so glih najlepše, trudim se, da bi bile čim bolj lepe, da je nekaj lepo za pogledati, ampak to zahteva ogromno enega truda pa dela, pa seveda tudi časa, ki ga pa vedno primanjkuje. No. Tako da se trudim po najboljših močeh. Ja, v Medvodah sem tudi aktiven član prostovoljnega gasilskega društva Zbilje. Tukaj sem že drugi mandat zadolžen za vse, kar zadeva mladine, torej za področje mladine. Sodelujem pri raznih vajah za tekmovanja, pri raznem druženju otrok, delavnicah, ki jih organizirajo. Sem pa tudi član komisije za mladino na Gasilski zvezi Medvode, kjer je pa po en predstavnik vsakega društva in tudi na tej komisiji pač govorimo o problematiki mladine, kako bomo organizirali neka tekmovanja ali pa na ta način. No.
Ja, jaz mislim, da v Medvodah je gasilska mladina kar aktivna. To lahko govorim iz lastnih izkušenj, zaradi tega, ker v našem prostovoljnem gasilskem društvu delamo ogromno na tej mladini. Sem tudi mentor mladine, in sicer pionirk. In imamo vsako leto skoraj 2 enoti, se pravi 2 ekipe, pripravimo pionirk pa še eno pionirjev, kar je lepa spodbuda za nadaljnjo vzgojo mladih gasilcev potem v operativne gasilce. Ja, res je, v Medvodah sem kar aktiven, se pravi, poleg gasilcev sem tudi sodeloval pri Kulturno-umetniškem društvu Smlednik, katerega član sem pri 2 predstavah, kakor mi je čas dopuščal. Še vedno sem član Kulturno-umetniškega društva Smlednik, torej igralske sekcije. To mi je tudi predstavljalo nek izziv. Nikoli nisem maral prav zelo nastopati, sicer sem nastopal že v osnovni šoli, v dramskem krožku, ampak potem sem se pred leti odločil, da so me povabili, so rekli, daj probaj, ne? In smo naredili eno igro na prostem, Našo kri. To mi je bila res ena fantastična izkušnja. Potem pa še lansko leto komedijo Sumljiva oseba. Tudi letos so me povabili, ampak žal zaradi toliko enih obveznosti sem mogel to odkloniti. Če bi me leto nazaj vprašali glede politike, ali bi se udeležil oziroma kandidiral na lokalnih volitvah, bi bil moj odgovor zagotovo ne. O tem nisem niti nikoli razmišljal. Se je pa potem moje prepričanje spremenilo. Torej, spremljal sem politiko malo oddaleč preko lokalne televizije, lokalnega časopisa, pa prireditev oziroma dogodkov, ki sem se jih udeleževal. Se je pa potem na podlagi povabila Liste Nejca Smoleta, če bi bil pripravljen kandidirati na listi, pa po tehtnem premisleku sem se odločil za to. Kaj je pa pretehtalo? Mogoče to, da sem spremljal delovanje prejšnjega mandata in se mi je zdelo, da se z izvolitvijo novega župana, da je Medvode prišel nek nov veter, ki je v bistvu doprinesel k razvoju Medvod. To je bila ena stvar, druga stvar tudi seveda program, ki smo ga pripravili. Ta program je usmerjen tako, da v bistvu še vedno gleda na razvoj Medvod in jih pelje v pravo smer za moje pojme. Potem so bili tukaj tudi skupina ljudi, ki je kandidirala na listi, zdaj večino sem jih že prej poznal, določene sem spoznal tekom kampanje. To so res ljudje, ki poleg svojih obveznosti, ki jih imajo vsakodnevnih, ogromno časa posvetijo tudi, prostega časa posvetijo tudi občini, delovanju v različnih društvih ali pa na drugih področjih in imajo res ene čudovite izkušnje, mnenja, ki si jih med sabo lahko delimo in potem v bistvu soustvarjamo neke ideje ali pa rešitve za našo občino. In pa ne nazadnje sem zelo radoveden, pa rad imam nove izzive, tako da se mi je zdelo, da je to en tak primeren izziv, da se preizkusim v njemu. Torej, vsakemu, ki želi aktivno sodelovati pri nekem soustvarjanju prihodnosti občine, jaz mislim, da ja, moramo spoštovati starejše. Starejši imajo neko znanje, izkušnje, ki so zelo cenjene, ampak ne smemo pozabiti na mlade. Mladi so pač tisti, ki bodo živeli dlje časa v občini in se mi zdi prav, da se tudi neke nove, inovativne ideje, nek svež veter vključi v to, pa čeprav so to neke majhne ideje ali pa kakorkoli, ki so velikokrat tudi potem potlačene, ampak saj soustvarjamo pa pripomoremo k temu, da bi mogoče naredili mladim občino še bolj prijazno. Tudi ena zelo pozitivna stvar, ki se je zgodila zdaj po volitvah, jaz pa še ena kolegica svetnica, ki še spada v skupino mladih svetnikov, torej do 29. leta, so bila tudi povabljena v klub mladih svetnikov. To je bil na novo ustanovljen, zdaj smo imeli že prvo srečanje. Naj povem, da v bistvu v Sloveniji je mladih svetnikov približno 5%. In ideja tega kluba je, da se mladi med sabo družimo, da si izmenjujemo mnenja in da v bistvu izmenjujemo mnenja v smislu tega, kako občino, se pravi različne občine,
pripelje do tega, da bodo mladim bolj prijazni v smislu zaposlovanja, stanovanjskih politike, ne vem, nagrad in tako naprej. No. Kar je tudi del mladinske strategije, ki je naša občina še nima in je to tudi ideja, mislim, želja, je bila tudi že v preteklosti, da bi zdaj to mladinsko strategijo napisali. Ko si izvoljen v občinski svet in prideš v vlogo občinskega svetnika, je v bistvu časa ti vzame to, kar si sam hočeš. Ne? Če hočeš zdaj biti aktiven, dejansko pregledati vsa gradiva, aktivno sodelovati v debatah, ti lahko to vzame ogromno časa. Če si tam le nek pasiven člen občinskega sveta, je to, ne rabiš prav veliko dela. Ne? Zdaj, jaz sem bil kar presenečen, no, sploh na začetku, ko si na neki novi funkciji, ko niti ne veš, kaj te sploh še čaka, mi je to vzelo kar nekaj časa. No. Tukaj so bili neki začetni sestanki, vse je novo, potem je seja občinskega sveta, bil sem imenovan tudi v 2 komisiji, komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kar mi je velika čast. Potem sem bil pa tudi imenovan v odbor za mladino, to sem si pa tudi želel, glede na to, da sem skoraj najmlajši svetnik. In ja, tudi te komisije pa te sestanki vzamejo kar nekaj časa. No, gradiva so običajno za seje zelo debela, dobimo jih vnaprej in jih je treba tudi preštudirati. Tako da, ja, vzame nekaj časa. No. Ja, nekaj prostega časa posvetim še zmeraj ob službenim dejavnostim, ker sem tudi član zbornice, kjer urejam spletno stran. Potem sem pa tudi član nadzornega odbora Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, kjer tudi sodelujem predvsem na področju mladih. Drugače pa ja, itak, rad preživim svoj prosti čas s prijatelji, z družino, zelo rad grem v naravo, če mi le to čas dopušča, potem pa časa že zmanjka, no. Dan ima premalo ur. Jaz mislim, da me prijatelji vidijo kot neko zabavno osebo, zanesljivo, natančno, včasih celo malo preveč, to mogoče v službi. Pa to je to, no, ne vem. Težko je ocenjevati sebe, no, bi mogel koga drugega vprašati. Ok, posnet moramo napovednike, mi dva morava posnet za proti. Tara, imaš ti že kaj pripravljen? Pa dobro, me kdo sploh posluša? Matic, a greva mi dva kar sama posnet. Ej, jaz sem že malo lačen, ampak tukaj nekaj naročila. Dej, a greva dal v Ljubljano na Bone. Zakaj šla v Ljubljano na Bone? Zakaj pa ne? Ja, pa na Bone je ful poceni jest. Ja, sam, a se splača, mislim, poceni je tudi, če od doma pa si narediš en doma sendvič s frišnim kruhem, pa daš noter frišno salamo, pa dobro, ne pa magari narediš doma rižoto, pa pač to zadaš v en tupperware, pa neseš, mislim, še cnej je tako, če pogledaš, ne? V bistvu, to imaš prav. Ampak ne moreš pa skozi jesti tako sendvičko. Dobro, si pa narediš rižoto, pa jo daš v tupperware, pa neseš na faks. Ampak to ti pa veliko časa vzame. Ja, dobro, ena urca, ki traja, sej to spet ni toliko zelo velik. Ja, ampak ti pa vzame veliko časa pri učenju. Ja, dobro, če je lih izpitano obdobje, to imaš prav. Ja, to imaš prav, tam res ni veliko časa. Ampak, Katarina, zdaj tako pomisli, ta hrana na Bone, to je, pač saj kao je healthy, da zato, da študenti ne jejo skozi samo v Macu in podobnih franšizah. Sam, koliko pa je to zdravo? Oni zmrzneni sendviči, ki te jih tam dajo na Bone, a pa ne vem, še tam, ki so one kao fancy šmenci restauracije na Bone, ki rabiš doplačati 4,5 €, oziroma 4,37 €, razen če bi spet kaj zvišali. Pač mislim, jaz sem vsaj tam mislil, da je tako sveže pripravljena zdrava hrana, ampak ne. Zadnjič sem šel v eno mehiško restauracijo v Ljubljani, ne bom povedal katero, in so mi dali zmrznjeno tortiljo, tako da to ti vse, pač čim si študentski bon, ti dajo neko zmrznjeno hitro hrano, ki pa ni najboljša za človeka. Lej, vzem od mene, jaz sem jedel na Bone praktično zdaj cel izpitno obdobje in veš, kaj sem dobil po izpitnem obdobju?
najprej zaključujem faks, ampak pomembno je, dobil sem gastritis. To je vnetje želodca zaradi vse te hrane, ker ni zdrava. Tako da jaz močno predlagam, da je veliko bolj, da si od doma prineseš pa ješ zdravo hrano, kot teš na bone. Ok, saj imaš prav. Fajn je tudi, da veš te sestavine, da veš, kaj daš noter Da in veš, da tako. ni zmrznen, To je pa res. da Imaš veš, da prav. ni GSO. Najbolj zdravo je še zmeraj doma čvrt, Katarina. To se pa strinjam. Zato ga imam jaz doma. Ok, lepo pozdravljeni, nov mesec je tukaj, oziroma nova oddaja Jumbusa je tukaj in spet sva z vami Ana Lucija Zeršek in moja malenkost. Matic Herce! Ja, hvala in danes je tudi zame presenečenje, ker ponovadi sem zmeraj jaz tisti idejni vodja in tisti, ki v bistvu vse naredi. Danes sem pa pač rekel Ani Luciji, preseneti me. V glavnem preseneti me, tudi jaz ne vem, kaj bova točno delala, ampak glede na moje kuharske sposobnosti, jaz sploh ne vidim težav. Tako da kaj bova delala? No, Matic, za danes sem pa pripravila, kot vedno, nekaj posebenega, ne? Ok. Ok, in to se boš tudi pustil presenetiti. Kaj pa misliš, da bi lahko naredila? Iz telih sestavin. Mislim, ne vem, tukaj vidim, jaz bi to, da bova naredila medvoško džumbus politanko. Britanko, ok, kako bi se pa to dal narediti? No ja, tukaj imamo oblat. Tako je kar po domač bo tole oblat, ok, ne vem. Ok, potem pa rabila piškote. Take kekse navadne. Kaj boš pa ti obdelal, klele? Ok, kako boste rekli? Potem rabila kakao v prahu, sladkor in kakao v neprahu. To meni zgleda kakava drugače. Ne. Ok. Lahko je tudi čokolada v prahu, ampak ja, tukaj imamo bolj simbolično količino sestavin, ker midva sva zelo tako na... Ker smo na Gorenjskem in je pač treba šparati, zelo enostavno. Ne rabiš nič se prikrivati oziroma igrati, smo na Gorenskem, treba je šparati in tako pač je. Tvoja malenkost. Mehno jajce, hvala za mojo malenkost, ja. To klinčke, cimet in še maslo. Tega bo pa treba stopiti na sobno temperaturo, da se bo lažje stekel. Prvi korak je, da tale oblat namočva, ne v blato, ampak v vodo, ok? In to vas zdaj naredila tako, da ga bo zavila v tale prt mokr. Ok, Ana Lucija je šla zdaj ta njen prvi korak narediti. Mene, kuharskega mojstra Matica Hercega, je pa zadolžila za zelo težko nalogo, zelo težko. Kekse moram drobiti. Meni čisto v redu, ker mi nobene pametuje. Matic, mečkaj bolj na drobno. La perfekcion. Vidim, da se že najedel nekaj čas. Jaz svoj del že lahko jem, ti pa svojega dela še ne moreš pojesti. Ja, res je. Naredila bova salamo. Ja, Salamo? Kakšno salamo pa? Daj mi pa ti to zdaj majčken razlož. tako zelo dobro. To už pa zdaj tukaj vam naredila. Naprej. Ok, ti prepuščam besedo. No, naslednji korak je, da stepeva maslo, ker na sami temperaturi dala seveda polovico. A bi to ti naredil, Matic, vam je še ostale stvari? Bi, sej vem, da bi. Ti si profist. Dejc. Dolžen, zadeve. Za omožit drugače, ampak ok. Ok, naslednja stvar pa je, da zmicava ostale piškote na drobno. Če sem jih že jaz na drobno dal. Bolj drobno. Tisti so tako na srednje koščke. Zdaj pa res na zelo. Ja, no pa začni delati, ne? Ok, pa dela. Besedo na delo. Prišel bi do mesa, ker to si mi obljublja in ne vem, kje ga bom dobil, ampak ga pričakujem, ja. Okay. Zdaj dodala še bolj sladke stvari. Torej, Pa ne morem jaz cel iti noter. ne, isto še bolj sladke. Zdaj dodala tale mini cepici. Okay. A kar skorjo not. Ne, glej. Najprej se ga ubije, 4 ure zmisliš. Zdaj.
No, dodava, da začimba še malo cimeta. Ta masa ne sme biti preveč gosta, ker bomo dodali na koncu še tale naš špeh. Ja. To izgleda zdaj malo bolj bogo, ampak... Ok, še možlica bi rabila. V glavnem, to je treba zdaj v eno tako klobasico dati. Ne mesno, ampak tako sladko. Takole. Vidim, da se snemalcu že sline cedijo. Ok, jaz ne vem, kakšne klobase vi jeste doma, ampak to res ni podoben klobasi. Zdaj še malo oblikuj to, da bo bolj okrogel. Sicer lahko bi malo lepš zavili, ampak hodi. In sicer, zdaj bo treba tole dati v hladilnik za 1-2 uri, da se bo to fajn strdil noter in da bo lahko potem to lepo narezala na koleščke salame. Zdaj v bistvu to mene res zanima. Nisem še videl, ker je Jana Lucija mi skrivala, tako da bo zdaj ta svečani trenutek, ko bom videl, kako bo iz nemesa ratal mesni izdelek. In imamo, kaj je to, salama? Ja, sladka salama. Ne morem reči zdrava salama, ampak je pa sladka salama. Tako da jaz bi to zdaj probal. To ni za smeč. To je lepo za sladico po kosilu, da ga odrezala končke. Ej, dober tek. Ja, in nič, a ne, čin. Vi pa spremljajte Jumbus še naprej in TV Medvode, mi se slišimo kmalu, oziroma mi se gledamo kmalu, do takrat pa uživajte in naredite si eno salamo. Čau. Gospa Tara Knok, Ja, tukaj. tukaj piše, da ste obtoženi za zavajanje javnosti, kajti na mladinski oddaji TV Medvode pogosto govorite o politiki, a se ne udeležujete volitev. Mar je to resnica? To je čista laž. Čista laž. Gospa odvetnica, ali imate kakšne dokaze, da je to res laž? Ja, sam pogledajte si tale posnetek. Ja, za nastop funkcije poslanca v državnem zboru res ne potrebuješ posebne izobrazbe, vendar pa potrebuješ širino, splošno razgledanost in pa predvsem potrpežljivost. Funkcija poslanca ali poklic poslanca že iz samega imena pomeni, da gre za poslanstvo, da to ni navadna služba. Naša ključna naloga je, da smo predani državljanom in državljankam in da postavljamo svoje cilje pred državo, da ne izpostavljamo svojih lastnih interesov. Izkušnje iz prejšnjega poklica mi pravzaprav pridejo zelo prav, ker sem se na podlagi tega lahko našla v določenih delovnih telesih, v katerih sem zelo aktivna. In zato te izkušnje s pridom lahko uporabljam v teh poslovnih oziroma delovnih telesih. Ja, v politiki sem res novinka. Mislim, da bo ravno zdaj 21. junija oziroma 3. junija bo 1 leto, ko sem bila izvoljena. S 21. junijem pa smo nastopili praktično tudi funkcijo v državnem zboru. Zakaj sem se odločila za poklic oziroma za kandidaturo? Izhajam iz gospodarstva in v mojem prejšnjem poklicnem življenju sem imela v bistvu lastno podjetje, kjer sem delovala, sem svetovala manjšim do srednjim podjetjem, kar se tiče poslovne asistence, se pravi, kar se tiče organizacije poslovanja in organizacije podjetja, organizacijo pisarniškega poslovanja, izdelava pravilnikov in podobnih stvari. In na podlagi tega sem tudi v bistvu prišla do stranke Liste Marjana Šarca, kjer sem za njih tudi delala te stvari. V času volilne kampanje za državnozborske volitve sem za njih vodila finance, vse kar se tiče volilne kampanje in tudi v bistvu
vse, kar se tiče organizacije, dokumentacije in pravilne izvedbe volilne kampanje, tudi potem za samo poročilo Računskemu sodišču. In na podlagi tega, ko sem imela dobre izkušnje s samo stranko in njihova načela, strokovnost, doslednost, sem v bistvu videla, da imam mogoče priložnost v življenju tudi sama kaj spremeniti v politiki in ne samo z udobja s kavča govoriti, kako bi bilo dobro kaj spremeniti. Ja, kot sem že omenila, poslanec mora imeti neko splošno razgledanost in širino, biti mora prilagodljiv, ker v bistvu se vse stvari velikokrat odvijajo zelo hitro, določene stvari. Po drugi strani mora pa biti potrpežljiv, ker se pa določene stvari, predvsem sprejemanje zakonov in priprave pa lahko odvijajo bolj počasi. In to je bila moja edina stvar, ki je zelo različna od gospodarske dejavnosti, je ta, da v gospodarstvu se stvari dosti hitreje odvijajo kot v politiki. Tako da je potrebno veliko potrpežljivosti in pa veliko, bom rekla, čustvene inteligence, namreč ogromno je nekega usklajevanja in predvsem v tem času, kakršno imamo koalicijo, kjer vedno potrebujemo še kakšen glas morda opozicije, je potrebno velikokrat tudi veliko usklajevanj. Jaz sem po izobrazbi diplomirana ekonomistka, delala sem, kot sem že omenila, v gospodarstvu in v bistvu vse te izkušnje izkoriščam oziroma uporabljam pri svojem dosedanjem delu. V Državnem zboru imamo več delovnih teles in na podlagi mojih dosedanjih izkušenj sem pač aktivna in sem podpredsednica odbora za finance, članica odbora za zdravstvo in pa tudi članica odbora Komisije za narodnostne skupnosti. In izkušnje z mojega prejšnjega poklicnega življenja mi pač pridejo zelo prav. Ja, delovni teden je kar pester. Poklic poslanca ni služba od 7 do 3, ampak je, rečemo temu, 24/7, se pravi 7 dni v tednu, praktično cele dneve. Aktivno sodelujem pri delovnih telesih, to pomeni, da je potrebno se seznaniti z vsemi predlogi zakonov in to praktično pomeni, da je treba vso zakonodajo in predloge zakonov preštudirati, prebrati, se seznaniti mogoče tudi s preteklo zgodovino, kaj se je dogajalo s tem zakonom in s tem se potem lažje odločaš, ko pride do samega odločanja o zakonu. Se pravi, dejavno sodelujem na vseh delovnih telesih in pa plenarnih zasedanjih Državnega zbora. Se pravi, čez teden imamo različna delovna telesa, kjer obravnavamo predloge zakonov. Enkrat mesečno pa so plenarna zasedanja, kjer traja redna seja cel teden in na tem zasedanju se potem vsi zakoni, katere smo mi skozi cel mesec obravnavali na delovnih telesih, se potem tudi sprejemajo. Ponedeljke izkoriščam za delo v poslanskih pisarnah, ker imam 3 volilne okraje, imam poslansko pisarno v Ljubljani in pa na občini Medvode in pa občini Vodice, kjer sem enkrat mesečno tudi na razpolago občanom in občankam. Veliko imamo koalicijskih usklajevanj, pred vsakim delovnim telesom ali mi rečemo odborom imamo tudi koalicijska usklajevanja, da smo potem vse stranke, se pravi koalicija, enotna nekako pri sprejemanju zakonov. Potem sprejemamo tudi različne civilne iniciative in poskušamo najti rešitve. Udeležujem se pa tudi določenih obveznosti v tujini, namreč sem tudi članica delegacije Državnega zbora v svetu parlamentarne skupščine Sveta Evrope, tako da 4-krat mesečno sem tudi po en teden v Strasbourgu in pa potem tudi kakšne druge
določene obveznosti v tujini, kot je recimo kot članica odbora za finance, smo prisotni na evropskem semestru v Bruslu in podobno. Sicer sama se nisem dosti ukvarjala s tem vprašanjem konkretno, kako je biti ženska v politiki drugače kot moški. Je pa dejstvo, da še vseeno se moramo ženske za isti cilj ali isti rezultat veliko bolj dokazovati. Tako da se mi zdi prav, da so prisotne v politiki, pa ne samo v politiki, tudi v ostalih dejavnostih, da so prisotne tako moški kot ženske. Namreč vsak ima svoj pogled in aspekt in mislim, da je le to dobro za končno odločitev. In kljub temu, da nisem, bom rekla, pristaš, da se predpisujejo določene kvote in da se pišejo neki zakoni, ampak nažalost je vseeno potrebno, da se določene stvari definirajo, ker je potrebno spremeniti razmišljanja v glavah ljudi, ampak to ne gre za začetek, da se stvar pospeši, je bilo pač potrebno predpisati spolne kvote. Tako da leta 2014, ko so bile predpisane z aktom te spolne kvote, se je malo pospešilo, da je več žensk v politiki. V zdajšnjem sklicu nas je 25 poslank. Mislim, da nas je vseeno 9 manj kot v prejšnjem sklicu. Ampak delujemo zelo dobro, smo zelo aktivne. V Državnem zboru imamo tudi klub parlamentark, kjer obravnavamo aktualne tematike. Predvsem pa ravno zdaj sem tudi jaz prevzela 6-mesečni mandat vodenja kluba parlamentark, ker se menjamo po strankah. In rdeča nit bo ravno tega, rdeča nit mojega predsedovanja bo ravno, se pravi, enakopravnost in vključenost žensk v politiki, na višjih vodstvenih mestih in tako naprej. Mislim, da je pa veliko tudi na nas, ženskah samih, kako se vključujemo in kako samozavestne smo. Vse to je pa tudi odvisno od že same vzgoje, zato sem tudi mnenja in prav bi bilo, da se tudi v šolah spregovori o tem in kakšna je vzgoja na tem področju. Zato bomo tudi v maju letos povabili prav preko kluba parlamentark vse ravnateljice osnovnih šol in mogoče, če bojo predstavile, jih pozvali, da predstavijo mogoče kakšne primere dobre prakse, kako recimo spodbujajo tudi dekleta, da so aktivne tudi pri mogoče športih ali funkcijah ali stvarih, ki po miselnosti pripadajo bolj fantom. Ja, prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da je treba politiki v Sloveniji, politiki in politikom vrniti ugled. Namreč, če pogledamo recimo Nemčijo, so politiki, ki končajo kariero, zelo zaposljiv kader in iskan kader. Pri nas v Sloveniji nažalost ni tako. V politiki večinoma zelo težko kasneje dobijo službo, ker imajo vedno pač, da so bili v neki stranki. Vendar mislim, da je potrebno te stvari spremeniti, ker politiki imamo ogromno izkušenj in ogromno širine in mislim, da lahko veliko pripomoremo tudi po politični karieri. In v zadnjem času se mi zdi, da se je število mladih na volitvah sicer malo izboljšalo, da mladi dobivajo občutek, da lahko tudi kaj pripomorejo pri spremembi v državi. Predvsem je pa potrebno, to je pa spet mislim, da tudi vzgoja v šoli, da domoljubje ni samo navijanje za naše slovenske športnike, kar je seveda super,
ampak da lahko tudi da je pripadnost domovini ena izmed temeljnih vrednot vseh nas in da lahko tudi preko politike v bistvu mi spreminjamo spremembe ali pa kaj doprinesemo k dobrobit državi. Pri nas imamo dva zelo mlada poslanca, to sta Jerca Korče in Aljaž Kovačič, in mislim, da sta dokaz, da mladi zmorejo in da z vztrajnostjo in z malo bolj, bom rekla, močnim glasom lahko se izpostavijo in dobijo svoj glas. Zato tudi pozivam vse mlade, da trenutno, zdaj, ko bojo do volitve za Evropski parlament, da grejo na volitve, ker pravzaprav vsak glas šteje. In ko si enkrat v politiki in greš morda tudi večkrat v tujino, Bruselj, Štrasburg, vidiš, da pravzaprav ima vsak možnost sodelovati in delati spremembe. Seveda ne gre pa nobena stvar čez noč in treba je biti predvsem vztrajen. Živijo, jaz sem Urška Kopač in sem stara 17 let, prihajam pa iz Mednega. Jaz sem pa Ema Vrtačnik, sem tudi stara 17 let, pa prihajam iz Mlednika. Pojeva v Dekliškem zboru svetega Stanislava pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič. V zboru je pa okrog 40 pevk, pa vaje imamo 2-krat na teden, pred turnejami drugače pa 1-krat na teden. Pa vsaka pevka ima 1-krat na teden vokalno tehniko po 10 minut zborovodkinja. V bistvu jaz šele to leto se prvič bolj resno ukvarjam z glasbo in to leto mi je najbolj všeč, kaj v bistvu vse lahko zmore telo. Prej sem pa seveda rada poslušala različne zvrsti glasbe in v bistvu vedno me očara besedilo. Vem pa glasba pomeni en odklop od vsakdanjih skrbi, pa tega, da se res prepustim, pa uživam. Pojeva v Dekliškem zboru Škofijske klasične gimnazije. V ta zbor prideš tako, da se v prvem letniku odločiš, v katerem zboru bi rad pel. Midva so se odločili, da bi radi peli v Dekliškem zboru. V bistvu zato sva rabili 2 avdiciji in na koncu so bili sprejeti. Meni je v zboru najbolj všeč energija in pa v bistvu vezi, ki si jih ustvarimo z sopevkami. Ful mi je všeč, ker pojemo tako dosti zahtevne pesmi, ki mi predstavljajo izziv. Zdi se mi, da mora biti zborovodkinja zelo potrpežljiva in pa pozitivna. Pri zborovodji se mi zdi zelo pomembno, da ima vizijo, kakšen zvok hoče na koncu dobiti, pa kako bo skladba zvenila. Pa tudi, da v bistvu zna svojo energijo, ki jo kaže z mimiko pa skretnami, prenesti ali potegniti iz zbora. Meni je zelo všeč pri Heleni, da je zelo pozitivna in da se vsake stvari loti z nasmeškom. Od vsake pevke v zboru se pričakuje, da redno hodi na vaje, pa da je res predana zboru. Hkrati pa da dela vse svoje druge šolske obveznosti. Dekliški zbor je bil 2 tedna v Kanadi in pa Ameriki in se je udeležil zelo pomembnega zborskega in dirigentskega dogodka ACDA konferenci. Najprej smo leteli v Toronto, potem pa iz Toronta v Hamilton in pa potem v Cleveland in iz Clevelanda v Kansas. Poleg teh 2 glavnih nastopov v Kansasu smo imeli še več manjših nastopov po slovenskih župnijah. V Kanadi smo pa peli tudi skupaj s Hamilton Children's Choir, ki so tudi zelo znani po svetu, pa je bila to ena ful lepa izkušnja. Jaz pojem v zboru že od majhnih nog in tudi zdaj pojem v 3 zborih, zato se mi zdi, da zame veliki odri niso tako velik izziv. Seveda si pa pred vsakim nastopom imaš malo treme, ampak se mi zdi, da je to vedno dobro, da jo imaš. Ja, v bistvu jaz naredim ene par globokih vdihov, pa poskušam odriniti vse misli, ki mi prihajajo in se osredotočim samo na petje. Pa tudi skupaj z zborovodkinjo se pred nastopom tako skupaj naredimo 3 vdihe, pa zmolimo. Na naših koncertih moramo punce zelo dobro izgledati.
Seveda moramo pa tudi dokazati, kako dobro pojemo, zraven imamo pa še malo koreografije. Seveda se pa na koreografijo in na vse to že kar dolgo pripravljamo in zato trdo delamo, zato nam je potem na koncertih veliko lažje. Pred turnejo smo imeli tudi vaje malo bolj intenzivne pa pogoste, pa imeli smo še 2 pevska vikenda, na katerih smo si v bistvu pogledali skladbe še posebej po glasovih pa po manjših skupincah, skupaj z raznimi korepetitorji, ki so prišli. Pa tudi koreografinja je prišla pa nas naučila koreografijo za eno skladbo. Meni je na tej turneji mi je bilo ful dobro, ker smo se s pevkami ful bolj povezali, kot sicer na vajah, ker res, ko si 24 ur na dan praktično skupaj. Pa ful mi je bilo všeč ta odziv Slovencev, ki tam živijo, ker jim je res veliko pomenilo, da smo mi prišli iz Slovenije in da nastopamo na tej konferenci. Tudi zavedali so se, kaj to pomeni in ne vem, to je bilo ful lepo tudi, kako so bili ponosni na nas. Jaz si bom pa iz te turneje najbolj zapomnila, tako kot je že Ema povedala, vse te pogovore in v bistvu izkušnje, ki so jih oni imeli, ko so šli v Ameriko, in pa srečanja z našimi sorodniki. No, pejte v zboru, to je tudi velik del, vsaj meni. V bistvu na vajah sem tako ful sproščena in je kakor en tak, kakor recimo masaže za telo, je to kakor masaže za duha. Pa mi je ful lepo v bistvu, ker lahko spet jim tudi sporočam nekaj drugim, pa tudi sama sebe s tem odkrivam. Ej, punce, malo smo nabrali maščobe med zimo. To lahko zase govoriš. Meni se je malo urad nabral, stvari, vidve ste še zmer bombe. Ampak vseeno, ne, nikoli nisi preveč hud prav stari Rik. Zato predlagam, da začnemo počasi delati za naše Summer Bodies. Zdaj pa imamo kakšno idejo, kaj lahko naredili. Ja, dej, zapeljva se mi 2 hribe, a ne? Ok, Tara, ti že zdaj dosti huda, dej počakaj. Andija! Dobrodošli, zdaj spet z nami. Jaz sem Katarina. Jaz sem Urban. In tole za nama je danes Matic. Matic, pomahaj. Katarina, poletje se bliža, ne? Res je. Pa bada malo celulita, ne? Govor zase. Ok, jaz imam celulit. Zato je pametno, da se odprava nekam v hribe, da se znabiva celulita. Zdaj pa imam jaz eno idejo, kam bi midva lahko šla v hribe. A že kdaj slišala za hrib Sveti Jakob? Sem od zadnjič, ko si me peljal na Katarino. Ja, sem te peljal na Katarino, ampak zdaj nova štartala iz Katarine, ker se toliko malo lena, pa spet nimava toliko veliko celulita, ne, da pravila ful hoditi. Va šla na najkrajša pot na Jakoba, ampak se vas potoma še ustavila v eni vasi, pa te bom tam malo še to vas predstavil. Pa tudi samega Jakoba, tako da Katarina kar spel. Vela. No, čez, je to teb trobo. Kaj, kdo je trobo? Ne vem, Noben ni ta trobo. mama je trobo. Ne vem, ne se briga zase. Ja. Ja, škoda, da ne snemamo naprej, da pa lahko tako, ej, ti, pa se greš, nama trobaš. No, tukaj, ko gremo iz Medvoške občine, zavijemo desno, gremo čez most. Levo. In pa greva na Presko in gor na Katarino, kakor sva šla že zadnjič, sam pa bo en plot twist, bova nek drugje zavila. Mogla biti na Sora, koliko sem glup. Povej, sorry. Obrn tle. A spet smo klele? Ja, ne bi smela, dej obrn Ja. tle, pej tam. Ampak to pa še pokazal, kje. Malo sva nepravilno šla. Ja, ful sva šla naokoli. Po glavnem, Katarina, zdajle sva se bolj ali manj brez izgub skoraj na Katarino pripeljala, ampak pazi zdaj ta catch. Tukaj gor, ki gre ta ovink, ki zavije na desno na Katarino, no, ti pa id levo. Vela. Na vas Brezovca bova šla. Ampak bonus fact od Svete Katarine in Svete Marijete. Sveta Katarina in Sveta Marijeta so v bistvu imenujeta po 2 hčerah od Greščaka Herbersteina, ki so tukaj gor vladali in je njima na čast, ki sta se rodile, postavil na enem hribčku eno cerkvico, na drugem hribčku pa drugo. Se pravi, Marijeta in Katarina. Tako da to je bil bonus fact. No, zdaj se pa furava čez vas, Brezovica in kar se furajva dalje. Tja gor pa morava. Sam se od vrh palala, ker pač. No, fun fact o vasi Brezovica, skozi katero sva se midva peljala. Vas Brezovica
je bila leta 1900 bolj naseljena kot naselje Medvode. Namreč na Brezovici je živelo 160 ljudi, ampak trikrat lahko gibaš, koliko jih pa živi zdaj v vasi Brezovica. Rekla bi, da 11. In zadela si do točne številke. A si to ugibala, ali si se že prej pozanimala? To bom pustila pa kot skrivnost. Okay. Na Svetega Jakoba se da prijeti iz fulih različnih izhodišč. Enega smo že pokazali, ko smo bila na Katarini. Izhodišče je Vihra ali podružnica osnovna šola Topol. En izhodišče bo pa tole zdaj. Tukaj se pa še ostalo malo, Katarina, prosim. Cool. Zdaj sem prišla sem gor, Katarina, zdaj pa peš do vrha. Ful nama je še ostalo. Evo, mi smo zdaj prišli do Svetega Jakoba, ki ga imamo tukaj odzadaj za nami, tako da se bova še do tja sprehodila. Pa upam, da bo to dosti, da zgubiva ves celulit. Še dobro, da ga imaš malo. Tukaj gor je vsaj za moje pojme en najlepših razgledov dol na Ljubljansko kotlino in lahko tudi pogledava, kje vse sva midva že bila in kam vse še morava iti. Starigrad sva bila, Goričane sva bila, Zbile sva bila, Katarina se ne vidi, kje sva še bila? V Valburgi sva bila. V Valburgi se jo vidi, ja se jo vidi, Valburga sva bila, vidiš tam. Seveda v samem mestu Medvode sva v samem mestu Medvode sva tudi bila, ker se ga tudi vidi. Kam pa zdaj še morava iti? Naslednji stop je Šmarna gora, če se va slučajno zaredila. Drugače se pa še odločila kam. Ampak zdajle prvo, tja gor. Ajde, kar greva. Katarina, zdaj, ko smo na vrhu, znova sam nabildala najine telesa, lahko nabildava še malo najine ume. Zato še en fun fact! Tukaj gor so leta 1990, 26. decembra, razglasili rezultate plebiscita. Tukaj gor so čakali vsa tedanja slovenska vlada s predsednikom vlade Lojzetom Peterletom. In vsako leto od tistega leta 90 se tukaj gor potem zbirajo ljudje, da podoživijo to, kako smo Slovenci si izglasovali svojo samostojnost. Ampak, Urban, če si v hribih, pojmo še ena stvar narediti. Dati na Instagram? Ne, štempilko vzeti. Ja, no dobro, to pa morava. Je roko. Se kao kaj vidi. Zdaj smo dali roke. No, Katarina se nadihala gorskega zraka. Ja, zelo je bilo sveže tukaj. Zelo sveže. Zdaj za dol gradi, a ne pa, ker ima oba doma bolj take slabe kolena, pa predlagam, da se sestopa po te položni strani. Gor sva šla po te strmi, ampak se da tudi po položni gor. Ampak mi sva bila mlada in sva šla kar po te strmi gor, ampak mi sva pa spet toliko mlada, da bi šla po te strmi spet dol, tako da kar pejva, ne? To je bilo za danes to. Jaz upam, da ste uživali, da ste spoznali nekaj novega o teh naših prelepih krajih, pa da se vidimo naslednjič. Ej, punci, od 1 do 10, koliko meticov bi dali temu džumbusu? 16. 20. Drugače sta samo 2 metica, oziroma samo en, zdaj ker ne prihaja na snemanje. Ampak bomo na naslednjem džumbusu, se vidimo naslednji mesec. Damn!